Italija z ZDA-jem zavrača uporabo baze Sigonella. Ne gre za prekinitev odnosov, temveč za pravno vprašanje. Konec marca so nekateri ameriški bombniki med letom razmišljali o pristanku v Sigonelli, italijanski letalski bazi, ki se nahaja na Siciliji. Ta je zelo uporabna, saj predstavlja mesto postajo za operacije v vzhodnem Sredozemlju, Severni Afriki ali na Bližnjem vzhodu. Kje je težava? Dvostranski sporazum o infrastrukturi iz leta 1954, ki ureja uporabo letalske baze, predvideva uporabo zgolj za logistične namene, ne za ofenzivne. V bistvu so bili ameriški bombniki namenjeni v Iran, da bi izvedli napade. Za takšno dejanje bi morali najprej obvestiti italijansko vlado, ki bi nato zaprosila za odobritev parlament. To je tisto, kar nam je znano iz pogodbe, ki v resnici ni javna, ostaja tajna in se je skozi leta dopolnjevala z nekaterimi memorandumi. Na tej točki je načelnik generalštaba obrambe Portolano tem bombnikom zavrnil pristanek, po navodilu ministra za obrambo Crozetta. Poleg tega bi bila uporaba baze mogoča le za operacije NATO ali zavezniških sil, torej ne za trenutno vojno proti Iranu, ki trenutno ne vključuje drugih držav Severnoatlantskega zavezništva. Dokler se baza uporablja za logistične ali nadzorne operacije, se dogovori spoštujejo. Vendar pa se pri ofenzivnih namenih pojavijo težave. Ta dogodek sproža razprave iz dveh razlogov. Prvič, ker lahko postane političen primer. Crosetto je že jasno povedal, da nameravajo delovati znotraj pravnih okvirov pogodb, zato ni političnega namena ovirati Združene države Amerike. Opozicija v Italiji se seveda poslužuje tega dogodka, da bi spravila italijansko vlado v težave in jo prisilila, da zavzame stališče proti vojni zoper Iran. Drugi razlog, zakaj je dogodek vzbudil veliko zanimanja, je zgodovinski precedens predsednika vlade Craxija leta 1985. Takrat so Palestinci ugrabili italijansko križarko Achille Lauro, da bi izsilili izpustitev 50 borcev, ki so jih imeli Izraelci v ujetništvu. Po dogovoru so bili ugrabitelji, ki so bežali proti Tuniziji, prisiljeni pristati v Sigonelli. Letalo so obkolili karabinjeri, ti pa so bili nato obkoljeni s strani ameriških vojakov, ki so zahtevali izročitev Palestincev. Ti ameriški vojaki so bili nato obkoljeni z dodatnimi karabinjeri. Diplomatska kriza se je na koncu rešila z izročitvijo ugrabiteljev italijanskim oblastem. In kaj vi menite o tem? Kot običajno, več informacij najdete v komentarjih ali v opisu.